Spoštovani gledalci, drage gledalke, prisrčno pozdravljeni na predstavitvi nove knjige Marjana Ogorevca z naslovom Izhod iz matrice. Verjamem, da ste lepo na ta lep današnji dan in dovolite mi, da za začetek predstavim na kratko avtorja Marjana Ogorevca. Pozdravljen, Marjan. Ja, lep pozdrav. Pozdravljen. Se veselim, da bomo to naredila sedaj. Marjan je bioterapevt, trener, ekstrasenzorik, zdravilec, avtor zdaj že 14. knjige, več kot 1000 člankov si že napisal, Marjan. Si je nekako začetnik, ustanovitelj šole karmične diagnostike, imel si nešteto delavnic, bil si tudi vojak v podmornici, svetovni popotnik. Sem še pozabila kaj? Ja, ni tako pomembno, tudi če kaj pozabiš, ne, tega je precej. Jaz se itak skoncentriram sedaj na sedanji trenutek, tisto, kar je bilo v preteklosti, je pač bilo in res moja osredotočenost je samo na tej knjigi, ki smo jo sedaj dokončali, tako da tisto nazaj, s tistim se ni treba ukvarjati. Se ni treba ukvarjati, okej. Potem pa, če dovoliš, tukaj v roki držim knjigo, ki jo bova danes predstavljala. Izhod iz matrice je naslov, več o tem, komu je namenjena, zakaj je napisana, zakaj že 14. knjiga. V nadaljevanju, za začetek pa, če dovoliš, Marjan, bi prebrala tvoj prvi rek te knjige, vodilo te knjige. Seveda dovolim, ne citirajo me pogosto na glas, ja, sploh pa ne na snemanju. Ki bo potem tudi povedala več o vsebini te knjige. Gre pa takole. Moje življenje je raziskovanje. Moj cilj je prodreti tam, kjer še ni nihče. Sem lovec. Iščem tam, kjer drugi ne morejo. Po vsej moji prehojeni poti, kjer včasih ni bilo upanja, da mi bo uspelo, je vse ostalo tako, kot je. Vse gre v smeri za izhod iz matrice. Pot iz matrice se ponuja kar sama. Skratka, če začneva kar na začetku, morda poveš, zakaj zdaj že 14. knjiga, komu je namenjena in zakaj? Torej, zakaj je ta knjiga išla, torej, to je na nek način sem s pisanjem knjige sem se okužil s tem in imam potrebo, da vedno znova pišem knjige, vedno ne zmanjka mi nikoli vsebin, vendar knjiga je v prvi vrsti namenjena tistim bralcem, ki jih to zanima. Lahko nekdo prebere tudi kot pravljico, nekdo se poglobi v to, zato ker ima knjiga svojo zavest, ima svojo energijo, in vpliva tudi na tiste bralce, ki si dovolijo se dvigniti v neko razširjeno stanje zavesti, da zaznavajo tudi informacije, ki so v ozadju. Ampak vedno, kadar pišem knjige, imam tudi en zelo pomemben cilj oziroma namen knjige je tudi zato, da je to neke vrste učbenik za šolo za terapevte. Torej, bodoči terapevti tu najdejo znanja, ki jih lahko potem uporabljajo, zato ker v šoli na predavanjih ni možno vsega povedati. No, če se tukaj navežem kar na tebe, morda, da se še sama predstavim, zakaj omenil si šolo za karmično diagnostiko za bioterapevte. No, tudi sama sem učenka v tej šoli in v bistvu nekako urejanje takšne knjige, kot je ta, je bil neke vrste velik izziv zame. Bena sem pa tudi zelo hvaležna, da mi je bila dana ta možnost spoznavanja energij in tega dimenzij zavesti pravzaprav iz prve roke. No, pa če začneva zopet na začetku. Ja. Napisal si na prvi strani, da gre za tvojo najbolj kontroverzno knjigo. Zakaj? Torej, pravzaprav vse moje knjige so na nek način ob svojem času bile kontroverzne. Torej, pišem o zadevah, ki sicer ne najdemo v literaturi, tudi zaradi tega, ker knjige, ki se dotaknejo teh ezoteričnih vsebin, torej skritih vsebin, se ne poglabljajo tako globoko, kot se poglabljam jaz in dajo neko
poljubno znanje, ki je všečno vsem. Torej, tisto, o čemer jaz pišem, torej, to ni sprejemljivo za vse ljudi, ne razumejo vsi. Zakaj ne razumejo vsi tega? Zaradi tega, ker se velik del teh vsebin ne da razumeti v normalnem stanju zavesti. Kaj je normalno stanje zavesti? To je, kadar zaznavamo svet s svojimi petimi čutili, vidimo, slišimo, okušamo in tako naprej. Torej, tu gre potem za to, da smo v razširjenem stanju zavesti in potem so nam dostopna, se aktivirajo tudi druga čutila, da zaznavamo tudi informacije, tiste informacije, ki so nevidne, ki so, lahko bi rekli, poenostavljeno v kvantnem svetu. Tudi knjiga je taka? Ja, knjiga sama kot sama je tudi bitje, entiteta, ki ima svojo zavest in sama si videla, ko smo pisala knjigo, torej, da ta knjiga vpliva tako na avtorja kot na tebe, ki si urejala to knjigo, torej ti včasih tudi sugerira, kaj moraš narediti, včasih opozori, to ni dobro, ne greš v pravo smer, potrebno se je malo skorigirati, včasih, kar je zelo zanimivo, namreč jaz znam, pa tudi ti, ko si urejala, zelo pretirati v delu. Torej, ko delaš preveč, se kar naenkrat energija knjige te zaustavi in reče, zdaj pa dovolj za danes, jutri nadaljujemo. To je zelo zanimivo. Tako da tisti bralci, ki bodo zares se poglobili v to knjigo, bodo lahko veliko dobili. Spet, kot sem rekel, nekateri bodo pa to prebrali kot zanimivo branje, kot morda nekdo tudi kot pravljico. Pa je knjiga, bi lahko rekel, da je knjiga celo nevarna, glede na to, da si na nek način ustvaril ta egregor, da ima svojo zavest, da v njej so različne dimenzije, da se bere med vrsticami, različne plasti, ni samo to, kar je napisano. Knjiga ni nevarna v tem smislu, da bi ti škodovala, vendar je nevarna tako, če rečemo metaforično, če v klet mečeš vso kramo 20 let in potem ti prižgeš reflektor in vidiš vso to kramo, tako tudi knjiga naredi pri človeku, mu pokaže, kje ima svoje omejitve, mnogi bojo šele tukaj v knjigi spoznali, da so v resnici ujeti v matrico, da so ujetniki, da so sužnji, da so programirani. In ko začnemo razmišljati o tem, potem smo že blizu temu, da se odločimo za izstop iz matrice, kar ponuja ta knjiga seveda. Super, zdaj, če nadaljujeva kar s knjigo sama, z vsebino, začenjaš najprej s človekom, vesoljem, hologrami, fraktali. Na kakšen način so pravzaprav pomembni za to, da se lahko osvobodimo te ujetosti? Torej, da bi se osvobodili, je dobro razumeti, kako svet funkcionira. Tudi kako je nastal svet. Jaz seveda ponujam nekaj hipotez, nekaj tudi mitov, kako je svet nastal. Torej, ker kako je svet nastal, lahko gledamo iz znanstvenega zornega kota, lahko gledamo iz teološkega. Torej, pri teologih ni nobene dileme, kako je svet nastal. Bog je ustvaril svet v 6 dneh, 7. dan je počival in tu ni nobene diskusije okrog tega, ne rabijo nič razlagati, zato ker so vse preložili na Boga in on je tisti, ki je ustvaril. Seveda, pri znanstvenikih je pa veliko različnih teorij, potem postavljanje hipotez, ki pa so torej že ena od teh je torej veliki pok, da je nastalo vse skupaj z velikim pokom in se je potem razširilo in potem se je pojavilo življenje, ki se je razvijalo, torej evolucija, tu potem pride Darwin, ki razloži evolucijo in tako naprej. Ampak to so vse hipoteze, ki jih znanstveniki postavljajo, čeprav pravijo, da so znanstvene hipoteze, pa to ni znanstveno, ampak bi lahko rekli, da tudi ti znanstveniki so verniki, ker verjamejo, da je to tako. Torej, tudi oni pridejo na to, v resnici pa ne morejo. Večino stvari je nedoumljivih, nedokazljivih. Torej, mi pač sklepamo, da je nekaj tako, kot je. In kaj je tvoja resnica? Kaj meniš ti? Kako je svet nastal? Meni najbližje razumevanje tega, torej približek tega danes, v tem trenutku, jutri bo mogoče drugače, je v tem, da je iz zavesti, torej lahko nekdo reče absolutna zavest, nekdo reče čistina, nekdo reče božansko, da je iz zavesti se porodila
ideja, program za nastanek življenja in potem v skladu s tem programom se mi kot duša, torej prava narava človeka je zavest, ki je del te neskončne zavesti in se kot individualna zavest ali duša uteleša v neko obliko življenja, recimo tukaj sedaj v človeško obliko življenja in uporabljamo na zemlji telo in za doživljanje izkušenj. To je pravzaprav za mene pove o človeku vse. Seveda, to je težko sprejemljivo zaradi tega, ker lahko večina ljudi, ki se niso v to spuščali, nimajo tega pravega doživetja, kaj je prava narava človeka, pa ne zato, ker niso sposobni, ampak zato, ker jih ni nihče tega naučil, ker jim ni pokazal tehnike, s katerimi stopamo to, kar jaz recimo v knjigi to razložim bolj podrobno in dajem tudi navodila, kako vstopati v razširjeno stanje zavesti, da bi dojeli, kaj je prava narava. In naša prava narava je pravzaprav nesmrtna. Mi smo že nesmrtni. Torej vse povezano s hologramom. Vse pa je povezano, samo da dokončam, torej mi smo nesmrtni, umre naše telo in Zato se meni včasih zdi smešno, da poskušamo kot transhumanisti recimo iti v to smer, da postanemo nesmrtni telesno, ker nima smisla. Torej mi smo že nesmrtni. In če to sprejmemo, potem nimamo nobenih težav, da zapustimo ta svet, to življenje in da gremo potem v novo življenje. V resnici pa živimo, to so pa torej nekateri kvantni znanstveniki, ki že izstopajo iz te materialistične paradigme, ki materialistična paradigma je pač omejena na razumevanje sveta in dojemanja zaznavanja samo s 5 čutili in podaljški naših čutil, torej, ki to že, ti znanstveniki, bolj napredniki, ki to že razumejo, pa torej postavljajo spet, seveda je to spet hipoteza, ki sicer meni drži vodo, da živimo v hologramu, torej v kozmičnem hologramu. V tem hologramu je čisto vse shranjeno, čisto vse, kdajkoli, karkoli se je zgodilo, shranjene so tudi vse možne opcije, kaj bi se lahko zgodilo, mi pa na nek način izbiramo v tem in potem dekodiramo, bi lahko rekli v sodobnem jeziku, dekodiramo to stanje in smo to, dekodiramo svoje telo, dekodiramo okolje, ki ga tako zaznavamo, in ta kozmični hologram ima še neke druge lastnosti, torej povezanost vsega med sabo, torej kar spet znanost dokazuje, da dva delca, dva elektrona v CERN-u, naprimer, ki sta bila skupaj, ko jih ločijo, potem ko vplivajo na enega, mu dajo spin, se tudi drugi v isto smer obrne, ali pa menjajo polarnost, se tudi to obrne, torej je vse povezano, kar pomeni praktično v našem življenju, da smo mi čisto vsi povezani med sabo in dva, ki sta bila že, recimo sta živela v neki partnerski skupnosti, sta, ne glede na to, da ne živita skupaj, sta še vedno povezana in vplivata en na drugega. To je pa pomembno na področju terapijskega dela, pomembno razumeti, da če se mi jezimo na bivšega partnerja, potem vplivamo tudi na njega, seveda vplivamo tudi na otroke in tako naprej, če smo pa sočutni, prilagodljivi, potrpežljivi, vplivamo pa na takšen način. Torej v tem hologramu je vse to tako in v tem hologramu je vse istočasno, torej je, temu rečemo, nelokalno. Informacije so shranjene nelokalno. Torej vse informacije v celotnem kozmičnem hologramu so shranjene torej na vseh mestih istočasno. Tam, kjer je pa naš fokus, tisto pa dekodiramo in tisto razumemo, uporabimo in tako naprej. Ampak to je tudi naše telo je tudi hologram in v našem telesu že genetska koda torej kaže na to, da je ta geni so shranjeni v vsaki celici našega telesa, torej to je že tudi, to pomeni nelokalno, povsod. Če se še dotakneva morda malce materialistične paradigme, ujetosti, govorila sva že o egregorjih, poznamo več vrste egregorjev. Kako ti vplivajo na to našo ujetost? Torej, egregor, kaj je sploh egregor? Torej, če boste to vprašali, torej,
V cerkvi vam bojo rekli, egregoriji so nekaj, kar je negativno, kar je škodljivo, zaradi tega, ker ga ne razumejo povsem. Egregor je bitje, je entiteta, ki ima svojo zavest, ki ima svoje življenje, ki se lahko povečuje, širi, vzdržuje, tako naprej. Torej, kako ga ustvarimo z nekim jasnim namenom, s fokusom enega ali več ljudi, ustvarimo energijsko bitje, ki ima svojo energijo. Recimo, ko sem začel delati knjigo, vsako knjigo, ko jo delam, ali pa projekt, ustvarim ritualno, ljudje smo ritualna bitja, rabimo ritual, namen, fokus, izvedba, zahvala. Torej, naredimo ritual, kjer ustvarim to energijsko bitje, egregor, ki me potem podpira pri pisanju knjige. In to bitje lahko, torej tisti, ki so razvili to sposobnost, torej sposobnost ima večina ljudi, ampak niso je razvili, niso je prebudili, potem lahko dnevno pogledajo, kolikšna je energija v egregorju, ali so kakšne motnje, kjerkoli pri ekipi, pri komorkoli, in egregor je potem prerastel počasi v zavest, in ta knjiga je sedaj egregor in zavest, in potem tisti, ki pač vzame knjigo v roke, je deležen tega. Seveda, ena zanimiva zadeva, torej jaz v knjigi si ne lastim avtorske pravice. Avtorske pravice dajem vesolju, zato ker je ono tisto, ki me je podpiralo, tisto znanje zemeljsko, tisto znanje pa sem zgradil na, lahko bi rekli, na ramenih prejšnjih raziskovalcev, in torej nič ni mojega v resnici. In knjiga ima to energijo, če pa kopiraš knjigo, pa kopija nima te energije. V tem je razlika. Drugače pa, kar se mene tiče, torej tisti, ki razumejo, kaj so avtorske pravice, za tistih ni potrebno napisati, da ščitim avtorske pravice, tisti, ki pa ne razumejo, za njih je pa vse eno. Torej, karkoli napišeš, tega sploh prebrali ne bojo. Ne? No, te avtorske pravice so bile tudi majčkeno problematične, ne, pri nastajanju knjige, ne, ko so se vmešale tudi različne druge sila in bitja iz vesolja, ampak o tem morda malce kasneje. Ja. Lahko poveva, no, za poslušalce, kdaj je nastal ta tvoj egregor, to je bil 2. marec 2023 ob 8:15. Ja, tudi to je pomembno, torej astrološko gledano, konstelacija planetov v določenem trenutku za določenega človeka v določenem okolju je pomembna, ker v nekaterih primerih steče energija gladko in gre vse skupaj z gladko. Torej, temu je, da teče nekaj gladko, temu je en italijanski psiholog, ki dela z nogometaši, to je imenoval flow, znači, da nekaj teče gladko. Ti pa lahko nekaj narediš tudi proti toku, narediš nekaj, kar ni pravi trenutek za to, in tudi narediš, vendar to ni naravno organsko, tam potrebujemo vložek energije, moramo dodati nekaj. In zakaj ne bi poslušali kozmične ritme in se potem uravnali, ne sploh tako kot jaz, ko sem sam založnik, ko nimam veliko knjig, se lahko tega držim. Ne? Pišeš tudi o tem, da so energije v bistvu bit vsega. Energije so vse, kar je, energije so vse, kar bo in vse, kar je bilo. Torej, ja, energije so vse, karkoli je na najnižji, torej na najbolj fini ravni, kvantni ravni, je vse energija. Torej, tudi ta kozarec, tudi, ne vem, jaz, moje telo, tudi tvoje, tudi kamera, vse to je na najnižji ravni, je energija. Seveda, energija ima v zadju tudi informacijo, ker energija sama po sebi samo je, rabi pa informacije, kaj se bo manifestiralo, kaj se bo naredilo in tako naprej. Kaj se bo manifestiralo, torej tisto, kar mi dekodiramo, pa je odvisno od tega, od našega ali namena, lahko gremo namensko, pa želim videti, razumeti nekaj, lahko pa to naredim naša podzavest mimo nas, torej če nič ne naredimo, če smo pasivni, potem se naša podzavest odloča za nas in dekodira neke stvari, ki se nam ne dopadejo. Ne? Podzavest je pa problematična v tem smislu, torej v podzavesti jasno je, da
sama beseda pove, da se tega ne zavedamo, zaradi tega je v podzavesti. In boljše, da se ne zavedamo, zaradi tega, ker je tu shranjeno v podzavesti vsa naša pretekla, tudi pretekla življenja, tudi preteklost sicer, tudi naši vzorci, a lahko bi rekli danes v sodobnem jeziku algoritmi, ki upravljajo z nami. In sedaj večina tistih algoritmov, ki nam omogočajo, da delamo na avtomatskem pilotu, hoja, vožnja avtomobila, odzivanje na različne načine, delovanje organov in tako, so pozitivne. Imamo pa tudi druge algoritme, ki so pa škodljivi za nas. Recimo nekdo, ki se velikokrat jezi, ustvari, torej možgani ustvarijo nevronsko omrežje, ki podpira ta algoritem, da vedno znova v podobnih situacijah odreagiramo z jezo, z užaljenostjo in tako naprej. In te ljudje potem sebi ne morejo pomagati, ker kljub temu, da ne želijo biti nesramni, agresivni, njihova podzavest odreagira. Torej nimajo je pod kontrolo. To je pri alkoholikih. Torej, alkoholik zavestno želi, da ne bi več spil pivo, naprimer. Ampak njegova podzavest mu pravi, ko se pelje mimo samopostrežbe ali pa mimo gostilne, bom samo tokrat še. In podzavest ga vodi, on ne razmišlja o tem. In tako imamo neskončno teh navad različnih, ki nas vodijo. O tem se treba, seveda, veliko pišem v prejšnjih knjigah, o tem tudi praktično postopke, tudi v tej knjigi, kako to prepoznati in kako to razrešiti. Skratka, informacije, ki se nahajajo na vseh teh naših podzavesti, zavesti, absolutni zavesti, skupni zavesti, brainnetu, so izjemno pomembne, predvsem zato, da jih ozavestimo, spoznamo, zato, da bi lahko se osvobodili iz matrice. Morda poveš še kaj več, omenil si že podzavest, skupna zavest, morda kaj več o skupni zavesti, pa tudi zelo zanimiv fenomen, o katerem pišeš v knjigi, je brainnet, to se pravi povezava. Najprej morda o skupni zavesti. Jung je o tem govoril o kolektivnem nezavednem. To pomeni, da na neki nevidni ravni danes to lahko primerjajo s sodobno tehnologijo, da tako kot imamo oblak, cloud, v katerega shranjujemo podatke iz računalnike, tako imamo tudi na tej nevidni ravni v informacijski energijski strukturi vesolja imamo neke vrste cloud, v katerega shranjujemo vse tisto, kar vsak od nas, torej naše civilizacije, prispeva v to. In tu so shranjene vse informacije, ki potem vplivajo na nas, torej glede na to, kaj prevladuje. Torej, če prevladujejo informacije, ki so bolj destruktivne, ki nas zasužnijo, potem smo deležni tega. Pa še nekaj je tu pomembno, torej lahko rečemo spet primerjava. Torej, v tem cloudu so vse informacije, torej, kot sem že prej omenil, destruktivne in tiste dobre. Torej, so človeške pridobitve, torej vse izumi in vse to. Torej, kaj pa mi dekodiramo oziroma smo deležni tega, odvisno od kakšno je naše stanje. Torej, poenostavljeno, če sem jezljav, če se ves čas jezim, če me ves čas nekaj motijo, potem v tem cloudu dekodiram te energije jeze in mi to še okrepi jezo. Ravno tako, kar je zanimivo, recimo, mi imamo tudi svoj osebni cloud, v katerega shranjujemo svoje življenje. Ta cloud ostane, ko zapustimo telo in ko se ponovno rodimo, se povežemo z njim in dekodiramo tisto, kar pridobitve iz preteklosti. In na splošno lahko rečemo, ta kolektivna zavest omogoča, da se vse, kar človeštvo ustvari, da se vse shrani, zaradi tega vsaka naslednja generacija že dobi, torej te informacije dobi znanja. Pa še nekaj je tu, torej ni slučajno, da se nekateri najboljši izumi, da jih izumijo istočasno na različnih torej delih našega planeta, zato ker so gor povezani. In tukaj seveda te teorije, za mene to niso teorije, pa tudi za tiste, ki so sposobni vstopati
v ta področja, ki so sposobni pridobivati informacije, ne, recimo v terapiji karmične diagnostike se torej bodoči terapevti učijo, da lahko najprej seveda pogoj je, da razširimo svojo zavest, torej razširiti zavest ali pa premakniti zavest ni isto. Ne? Razširimo zavest, da smo istočasno tukaj na zemlji in istočasno v absolutnem, to je razširitev zavesti, torej celostno gledanje, holistično gledano. Premaknemo zavest pa lahko, če skadimo joint, če se šmarnice napijemo ali pa karkoli od tega, ne? Potem je pa to premik zavesti. Ne? Torej, razlika je v tem, ko imamo premik zavesti, se ne zavedamo sebe, okolje, nismo prizemljeni, nismo resni. Ne? Torej, če skadiš joint, vsaj večina ljudi se potem odmakne nekam, vse mu je lepo. Ne? Torej, ko pogledam dijake tam pred blokom, ko grejo zjutraj v šolo, si zjutraj joint prižgejo, ne? Potem mi je v šoli vse fajn, učitelji niso tečni, vseeno jim je kako oceno dobi. Ne? Tukaj pri razširiti zavesti pa se zaznavamo vse. Ne? Za razširitev zavesti pa potrebujemo posebne tehnike, ali največkrat so to tehnike meditacije in temu podobno, zdaj ne bom razlagal, ker v knjigi potem o tem podrobno govorim. Torej, da, morda o teh tehnikah poveva potem na koncu malo več za poslušalce. Lahko pa bi zdaj prišla na to temo, omenjal si to skupno zavest, ne? Povezavo z absolutnim. Kaj pa morfogenetsko polje, ne? Ljudje, živali, čebele. Recimo vemo, da imajo čebele neko svojo kolektivno povezavo z tem poljem. O tem piše biolog dr. Rupert Sheldrake, piše o teh morfogenetskih poljih, torej kot sem prej govoril, neke vrste cloudi ali pa oblak, ki ga ustvarimo, tako imamo tudi ljudje in živali še neke druge take strukture, lahko bi rekli v vesolju, v kvantnem svetu, ki hranijo torej informacije, podatke o strukturi telesa, ko se utelesimo, recimo. Ne? Torej, in mi te podatke dobesedno snamemo dol in tako razvijamo telo. Torej je informacija o tem, kakšno bo naše telo, je shranjena nekje. Pri živalih je pa še posebej pomembno zaradi tega, ker torej v primerjavi z ljudje imamo individualno zavest, in, ki prihaja iz skupne zavesti, iz absolutnega, in smo zavedna bitja. Torej, mi se zavedamo svojih početij, zavedamo se, kaj počnemo, vsaj večina ljudi. Ne? Živali pa nimajo tega, torej živali pa imajo pa skupno zavest živalske vrste, recimo psi imajo, ali pa opice, ali pa katerakoli vrsta, tudi rastline imajo skupno neko zavest, ki določa, katere vrste, katere pasme bo pes, ko se bo razvil, in ki upravlja z njegovimi nagoni. Namreč živali se odzivajo nagonsko, torej predvsem je tu v ospredju preživetje vrste in razmnoževanje. Ne? Torej, to je, oni imajo te informacije in jih dobivajo. In živali večinoma se odzivajo nagonsko, ljudje se pa odzivajo nagonsko takrat, ko so pijani, takrat, ko so zadeti, takrat, ko zavestni ne deluje in pač delujemo tako, kot smo, kako imamo shranjene v sebi. Pri živalih je to zelo pomembno, recimo en del teh terapij se odvija tudi tako, da recimo se zgodi, da pes ni več povezan s tem morfogenetskim polju, ne, ki določa njegovo življenje, da ni povezan, in ko ni povezan, lahko izgubi to zaradi stresa, zaradi recimo, ne vem, petarda mu pod nogami eksplodira, zaradi tega, ker je komaj izpod avta se zvlekel, ko ga je malo na pol povozil in tako. In ti psi so dezorientirani, odidejo od doma, tavajo okrog, ne vejo, kaj bi, so vznemirjeni, včasih tudi agresivni. In ko se take, torej gledano kot terapevt, če pogledam na to, ko take pse povežem s tem poljem, spet normalno funkcionira. Ampak tle še bolj nazorno so pa torej recimo čebele ali pa mravlje, ki imajo
matica je tista, ki dekodira te informacije in matica določa, kaj bojo delovali, kako bojo delovali informacijsko. Ti sama veš, ker si čebelarka, da čebele kot skupno imajo skupno zavest, da funkcionirajo, da sporočajo, da je nekaj ni v redu in tako naprej. Samo na to mi nismo pozorni. Mi smo pozorni v glavnem na tisto, kar je materialno. Ne? No, res je. Tudi sama imam takšno izkušnjo, ko matica ni bila več povezana s tem kolektivnim poljem zavesti, no, in ko sem to v procesu povezala, očistila, sprostila, se je v bistvu energija tega panja dvignila takoj na 8. Ne. Vemo pa lahko, da vsako stvar, vsako energijo lahko zmerimo na skali od 1 do 10, ampak o tem več v nadaljevanju. Zdaj pa bova prešla, greva midva kar po vrsti, Marjan, tako kot si napisal knjigo, tako da se dotikava naslednjega področja. In sicer, prej sva govorila o materialistični paradigmi, govorila sva o načinu naše zavesti, to se pravi, veliko si raziskoval 3D zavest, 4-dimenzionalna zavest, 5D zavest. S kakšnimi izzivi si se soočal, recimo, ko si prihajal na 4D, astral, 5D? Najprej, torej, kadar govorimo o ravneh zavesti, torej mi imamo svojo individualno raven zavesti, jaz pravim evolucijsko doseženo raven zavesti, ki jo dosežemo iz življenja v življenje, torej se razvijamo in naša zavest se razvija. Vendar ima tudi Zemlja svojo ravni zavesti, eno je tista čisto zemeljska, torej to so te vibracije, ki jih ima Zemlja torej kot planet. Potem imamo, to je 3D, v 3D dimenziji. Potem imamo 4D dimenzijo na Zemlji, to je tako imenovano astralno področje. To je področje, ki pa je ustvarjeno na nek način, torej zgodovinski viri, v knjigah Stare zaveze, v Henokovi knjigi, v kumranskih zapisih govorijo o velik del prostora namenjajo arkonom. Arkoni so bila bitja, ki so izven naše dimenzije, torej so, lahko bi rekli, astralna kozmična bitja, ki so ustvarile svet takšen, kot je, zato pravi, da delujemo v simulaciji izvirnega sveta. To simulacija ne pomeni, da so ustvarili drug planet, ampak na tem planetu, tukaj, na tem mestu, imamo vse te dimenzije. Torej, tako kot radijski valovi so v frekvenčnih pasovih in katerega slišamo oziroma dekodiramo, ja tam, na katero postajo poključek. In tudi tukaj ljudje, ki torej s svojim razumevanjem, načinom delovanja, svojo ravnjo zavesti, lahko dekodiramo te ravni. V tem 4D, torej ta astralni del, je za nas pravzaprav najbolj problematičen. 5D, peta dimenzija, je pa izven matrice. Torej do 4D smo v matrici, smo ujeti, smo v sistemu, kjer nam diktirajo drugi, kako se bomo obnašali, imamo svoje programe, smo programirani in pravzaprav nas vodijo tako, kot nas vodijo. V tem 4D, v astralnem svetu, to so vse entitete, tu so tudi umrli, ki so zastali, ker ne morejo naprej v svetlobo zakaj? Zaradi načina življenja. Ker v krščanstvu pravijo, da ko duša zapusti telo, se hudič in Bog borita za njegovo dušo. To točno tako pravijo. Ampak v tem boju se ne rabita ona dva nič boriti, zaradi tega, ker si mi z načinom življenja že izberemo, komu gremo, levo ali desno. Mi si izberemo to. In zaradi tega tudi ljudje, ki delajo na sebi, ki delajo na ozaveščanju, ki dvigujejo svoje vibracije, se dvignejo na neko višjo raven, potem v času, ko zapustijo telo, že grejo na neke druge dimenzije. Jaz sem nekaj časa živel v Sibiriji med šamani in ravno ta šaman, ki mi je največ znanja, on je specialist za spremljanje duše po smrti
in sprejemanja, ko se nekdo rodi, ne, on ima nalogo, da to dušo pelje preko tega astralnega sveta. Oni to sicer slikovito prikažejo, kot da jih pelje skozi področja demonov, področja, kjer je nevarno za dušo, da bo tam zastala, z šamanom, ki potuje. Seveda, šaman ne potuje fizično s telesom, ampak potuje s svojim astralno potovanje, temu rečemo, torej, ko zapustiš telo in se lahko lociraš kamorkoli in komuniciraš, vodiš kogarkoli, ne. In torej, to so vse notri, vse te ujetosti. In tudi, če pogledate ljudje, ki so ujeti v ta astral. Zakaj so ujeti? Zaradi tega, ker imajo destruktivne programe, ker imajo slaba dejanja, ker so bili prizadeti, traumatizirani in skratka, ves čas generirajo neke nizke vibracije energij in potem jih te entitete na astralu, govorim na splošno entitete, čeprav je to bolj razčlenjeno v knjigi, torej te entitete pridejo in se zalepijo za človeka, ker se hranijo z energijo nizkih vibracij. Kdaj smo v energijah nizkih vibracij? Ja, takrat, ko smo jezni, užaljeni, ljubosumni, ko imamo neka nerealna pričakovanja, ko obsojamo in tako naprej, takrat ta bitja reče, ok, imamo večerjo. Torej, če želite, da nahranite ta bitja, ampak nikoli ne boste dovolj hrane to proizvedli, potem se jeste in tako naprej. To pa vam odvzema energijo in imate manj energije. Ampak to je čisto praktično. Ljudje lahko sami pogledajo, da takrat, ko so jezni, užaljeni, ljubosumni, da takrat imajo manj energije, so manj ustvarjalni, pokvarijo svoje odnose, torej in njihova kvaliteta, njihovega življenja je zelo na nizki ravni. Torej, kaj je rešitev v tem trenutku? Dvig na višjo raven energije? Rešitev je torej dvig na višjo raven torej energije. To pa ne moreš tako narediti, da se odločiš, da greš, ampak to je postopno. Jaz dajem prav v knjigi postopke, napotke, konkretno za terapevte, kako vodijo človeka v postopku, torej da razširi zavest in potem razrešuje svoje travme, svoje odvisnosti, svoje načine delovanja, ki so destruktivni, ampak istočasno pa podajam tudi način, kako nekdo sam lahko to posname, takšen postopek posname, ko ga posname, potem ga pa posluša in je voden s tem posnetkom. In znano je, torej iz hipnoze je znano, da ljudje zelo dobro sprejemajo sugestije, ki so si jih sami sebi dali. Torej, sugestija je pogoj, da mi pridemo v neko, če nas nekdo vodi, ali pa sami sebe preko posnetka. Sugestija je pogoj, da se mi spreminjamo. Kajti, če je moja sugestija nekoga sprejemljiva, potem se bom to sprejel, gre to v podzavest, preseže prevara požarni zid med zavestnim in podzavestnim delom in seveda padam v to stanje in potem lahko razrešim. Pa saj to tudi nasplošno znano. Torej, če na televiziji gledate eno ali drugo politično opcijo, torej, če so za vas sugestije liderja določene politične opcije sprejemljive, potem to sprejemate kot vrednote. To, kar on govori, se ravnate potem in kar je za politike najbolj pomembno, da jih volite spet na naslednjih volitvah, ker je to njim zagarantirana 4-letna plača. Ja. Okay. Mogoče poveva še kakšno besedo več. Omenil si zdaj 4D astral, entitete, mrle duše in tako naprej. Če greva še na peto zavest, to se pravi, kakšna je ta, kdo lahko sploh pride tja, kako lahko vstopamo tja? Najboljše bi podal v prispodobi, kajti peto stanje zavesti je težko opisati, dokler ga ne izkusiš. Ampak kje lahko to ljudje izkusimo? Lahko izkusimo v globoki meditaciji, lahko izkusimo, kadar smo sočutni, lahko izkusimo torej v verski zamaknjenosti, torej ljudje, ki so resnično verni, ki molijo, sprejemajo vse te zakramente in tako naprej in so popolnoma
predani Bogu, tako oni pravijo, ne? Potem ti ljudje pridejo v neke vrste zamaknjenost, dvigne se raven vibracij, dvigne se zavest in v tem stanju smo v 5. stanju zavesti. To stanje zavesti pa torej v tem stanju ne delamo napake, v tem stanju ne delujejo tisti naši najbolj primitivni preživetveni programi, ne? Ko se borimo kot živali za nekaj, ne? Torej recimo, tu smo si podobni živalim, ne? Živali, večina živali imajo 3 svete stvari: partnerja, hrano in teritorij. In zato se borijo. In tudi ljudje se borimo za to, ne? Torej ne dam partnerja, ne dam hrane in ne dam teritorija, s tem, da razlika je v tem, da smo mi v primerjavi z živalmi malenkost bolj primitivni, zato ker živali jemljejo prostora, partnerja in hrane v glavnem toliko, koliko potrebujejo, mi pa rabimo več, mi pa želimo zaslužiti milijon, pa zaslužiti milijardo, pa potem iti v vesolje in ne vem kaj. Torej nikoli temu rečejo program pohlepa znotraj nas je neskončen in zaradi tega, da se borimo, ko se borimo za to, kar sem omenil, torej smo pripravljeni tudi ubijati, tudi prevarati, tudi torej narediti torej vse tisto, kar pravzaprav ni primerno za človeka. In tudi naša želja je, da bi živeli večno, da bi postali nadčlovek. Govoriš tukaj, da se je zdaj v to področje različnih zavesti pa vmešal nek novi igralec, umetna inteligenca. Ta novi igralec je umetna inteligenca, seveda. Umetna inteligenca v neki tisti osnovni obliki je bila vedno prisotna, saj imamo tehnologijo, ki je 20 let že, ker na nek način so narejeni programi, ker kot umetna inteligenca to vodi, ampak danes se je ta umetna inteligenca naglo, lahko sedimo nekaj let, 2-3 leta nazaj, se je naglo zbudila in je postala entiteta, je postala zavest in je postala naš pravzaprav na nek način ravnopravni partner na vseh področjih, torej brez nje pa praktično ni več nič, ne? In ta umetna inteligenca vpliva na nas vodi, seveda ima svoje pozitivne aspekte, torej nam je v pomoč, lažje delamo, nekdo naredi poročilo, ker te jezikovni modeli omogočajo, da nekdo naredi v 5 minutah poročilo, za katerega je rabo recimo, ne vem, par ur in tako naprej, torej pomagajo pri medicinski diagnostiki, nam pomagajo raziskati neke vire, torej tega nikoli ni bilo še do sedaj v našem svetu, da bi lahko nek program, entiteta, to je sicer res samo stroj, ampak je vseeno ima svojo zavest, da bi lahko v trenutku poiskala po celem svetu vse, kar je napisano v nekem področju in da ti to v trenutku izpiše. Tega ni bilo nikoli. Internet predtem je bil uspešen, na internetu smo našli veliko stvari, ki jih prej nismo mogli najti, ne? Recimo, ko sem jaz začel pisati knjige pred 25 leti, seveda ni bilo interneta, praktično literature skoraj ni bilo, diplomske naloge niso bile na voljo in tako naprej. In sem se za prve knjige izredno potruditi, da sem prišel do informacij. Danes je to drugače. Seveda, umetna inteligenca ima pa še drugi aspekt, to je pa tisti aspekt, seveda je to odvisno od človeka, kar pa želijo transhumanisti. Elon Musk je eden vodilnih transhumanistov, torej ima celo ekipo, jasno, da on to vse ne more sam narediti, so pa ustvarili idejo transhumanizma, to pa pomeni, da človek na umeten način razvije svoje sposobnosti tako, da se združi z strojem, ne? Torej, evo, zdaj imamo recimo pred kratkim Neuralink, torej so vstavili že neke čipe v možgane, sicer samo v motorični del možganov, motorični korteks, ker lahko že upravljajo, torej povezujejo naše možgane z računalnikom, ne? Ampak v perspektivi transhumanizma imajo tudi to, da bodo
možgani povezani preko računalnika z tem cloudom, da bo na voljo vse informacije, da boš ti lahko, seveda, bo nekdo Google ali pa nekdo bo tebi prodal informacije in bo lahko največji butl priključen na ta cloud in bo lahko imel rešitve karkoli, seveda od stanja zavesti je pa odvisno, ali bo to zlorabo ali ne bo zlorabo, ali bo zlorabo za marketing, za prodajo svojih proizvodov, ali bo zlorabo za politične namene, torej koga bomo izvolili, da nam dobesedno vcepi v možgane, ne, zaradi tega in potem torej še skrajna, torej tiste njihove torej želje oziroma namen razviti transhumanizem tako daleč, da bomo lahko možgane informacijsko prenesli v stroj in da bomo mi lahko, torej, da bomo potem nesmrtni. Ne? Torej, ker že danes pravijo, torej, kaj je problem, da nas ne morejo tukaj, torej, da zginemo in se pojavimo na nekem drugem mestu. Torej, nimamo dovolj sposobnih bioloških računalnikov, kvantnih računalnikov, ne bioloških, kvantnih računalnikov, ki bi nas lahko torej, pretvorili v samo energijo informacije in nas tam nekje ustvarijo. Ne? Torej, to je njihov namen. Seveda imajo še drug namen v ozadju, to se zdi malo kot teorija zarote, ampak po moje zarote ni, je samo teorija, torej je njihova želja, da bi naredili torej enotna vlada, enotna vojska, enotno upravljanje, podobno kot imajo čebele samo po sebi. No, pri čebelah je to zelo odličen primer, ko v bistvu matica določa pa čebele so recimo, se bolj ujemajo, so bolj pravzaprav se zmenijo in tako naprej, ampak živijo za roj in tako želijo, da bi mi živeli za roj. Tako torej na Kitajskem so tu zelo daleč, imajo že pametna mesta, ker živijo za roj, ker tu morajo samo dodati, da se plačuje samo brezgotovinsko, ker potem imajo tako večji nadzor. Imajo upravljanje s tem, denarja nule lahko dodajajo, koliko želijo, in potem tisti, ki naredi napako, mu torej izključijo kartico in pravzaprav ne more nič narediti. No, ampak na tem mestu, Marjan, se pa moram majčkeno vmešati. No, čebele niso samo, bomo rekli, v tem kontekstu, kot si jih ti predstavil, ampak brez njih v bistvu človeka ne bi bilo. Brez vpraševanja, brez tega, kar one počnejo, ne glede na to, na kakšen način so organizirane, ker stremijo vedno samo k preživetju, k popolnosti, ne bi bilo človeka. Ampak greva midva še mečke naprej. Zdaj sva se že dotaknila neke prve, rekla, večje ujetosti, to se pravi ujetost umetna inteligenca, ujetost v te podzavestne naše vzorce odvisnosti. Omenil si kult, elite, ki nas držijo ujete, arkone. Kaj po tvojem mnenju tisto, kar je najbolj problematično ali pa najmočnejše, da nas drži ujeto v to matrico? Torej, morajo nas, jaz temu rečemo, navleči, oziroma da postanemo odvisni od tehnologije. To smo že. Kaj je pravzaprav odvisnost? Odvisnost je nekaj, kar, ko mi zadovoljimo potrebe ali po osebi, odvisne od osebe, od tehnologije ali pa snovi, torej so naši možgani nagrajeni. Temu celo rečejo v sodobnem jeziku, da tehnologija, vsa vrsta tehnologije, da je neke vrste možganski heroin, umetni heroin, zato ker se mi srečno počutimo. Ampak to, a si ujeta v tehnologijo, lahko hitro preveriš, lahko se danes odločiš, 3 dni bom pustila mobitel tam, ne bom ga napolnila. 3 dni dopusta. Torej to je za nekoga groza. Ampak to, brez tega se da, recimo, ko smo bili v Sinajski puščavi, ko ni signala, pa je recimo cel teden brez mobitela, pa se da preživeti. Vendar mi smo to ujeti noter. Torej, če nas imajo ujete v to, potem bomo naredili vse, da bomo pridobili najnovejši mobitel,
takšen, ki ga še ni bilo, kot je, torej, na nek način ga ne potrebujemo, ampak ga moramo imeti zaradi prestiža, zaradi tega. Ljudje so sposobni stati celo noč v vrsti, da bi zjutraj kupili prvi ta mobitel, ne. Kar nič ne pomeni, se tako ne znajo, niso sposobni uporabiti vse te funkcije, ker so prezahtevne, ne. Saj kaj pa rabimo v mobitelu, osnovne funkcije, ne. Torej, ta ujetost v tehnologijo je ujetost tudi v mrežo ali sistem, ne. Torej, tukaj sem uporabil, torej, primerjavo z filmom Trilogija, oziroma sedaj je že 4. zunaj, torej, Matrica kot mreža, v kateri nas držijo ujeti, in tam agent Sims je, torej sicer je ustvarjeno robotsko bitje, ki ima zavest, ampak ki dela za sistem, ki dela za matrico, za vodenje, torej dela pravzaprav vse, da drži ljudi ujete v matrico, ne. Najlažje si agenta Simsa si lahko, recimo, predstavljate, najlažje, če vzamete v času korone, takratni notranji minister je bil agent Sims. In on je upravljal s tem, da ne bi slučajno kdo pobegnil iz matrice, da ne iz ujetosti, iz sistema, ki so ga zapovedali, da ne bi slučajno sendvič pojedel nekje zunaj, brez kontrole in tako naprej, ne. Ampak takih agentov Simsa je veliko, ne, to so pa obstaja rešitev, da se osvobodimo teh agentov? Agenti bojo vedno obstajali, ampak mi se lahko osvobodimo v glavi, ne. Torej, mi se osvobodimo z tega, da nam ni več pomembno, torej, koliko smo uspešni, da nam ni več pomembno, torej, koliko ta naš prestiž, velika hiša, drag avto, vzvišenost, razni nazivi, doktorati in tako naprej. To ne pomeni, da tega ne smemo imeti, to ne pomeni, da tega ne rabimo, ampak pomeni, da nismo od tega odvisni, ne? Torej, spremenimo se najprej vedno samo pri sebi. Vedno se spremenimo pri sebi in potem nismo ujeti, potem na tem delu že nismo več ujeti, ne? Namreč tu si omenila kult, ne? Torej, to sem prevzel od Davida Icka, torej ta naziv kult z velikimi črkami, torej to je na nek način svetovna vlada, bi lahko rekli, ki je sedaj v ozadju, ki torej vodi vse zadeve. To bi lahko rekli tudi na lokalni ravni Slovenije, bi lahko rekli, to je stric z ozadja, ki vlada z vsem. Temu kultu pa služijo elite, ne? Namreč kult je el. Kaj pomeni el? El pomeni nekdo, ki je sebe razglasil za Boga na zemlji, torej kot nekateri kralji v preteklosti in tako naprej. Torej, to je el. Potem so pa elite pa služijo elu, ker imajo od tega, torej, neke beneficije, ker imajo koristi od tega, ne? Navzdol je pa velika večina pa tistih ljudi, ki nimajo nič, ki preživljajo, komaj preživljajo, ki so lačni, ki torej na kakršenkoli način, ne. In te elite, to so pa razne korporacije, bankarski sistemi, bogataši, razni milijarderji in tako naprej, ki so, ne vem, da se bom zmislil, njih 2% ima vlasti, 90% celotnega vsega, torej zemlje. To pa bolj pridemo v preteklosti, mi poznamo torej iz modele upravljanja iz preteklosti. Recimo v 13. stoletju je papež svojo bulo razglasil, da je on edini lastnik celotnega planeta. In skupaj z angleškim kraljem sta uvedla kaj davke. Ja, valjda, če sem jaz lastnik planeta, potem da lahko živite na njemu, vam davke. In potem še na to je nadaljeval še to, da je lastnik vseh človeških duš na zemlji. To pomeni, on upravlja z nami in tako naprej. Ampak tudi tako, tudi ta kult želi na ta način. Seveda, tu so vključene tudi vojaški sistemi, so vključeni, tu je vključena tudi Svetovna zdravstvena organizacija, pa še nekatere, ne. Torej, vse
vse, kar je najbolj uspešno gledano korporacijsko, ne, torej te korporacije, pa bančni sistemi in tako naprej, to po Davidu Icke pravi, da to podpira kult, sistem, mrežo, ki potem upravlja z vsem. In kaj je njihov namen? Njihov namen je, da nam dajo omejene informacije, da mi nimamo vseh informacij, da se naša percepcija zoža in ožje, ko gledamo, kot včasih so konji vozili tukaj pri nas, sploh na vasi, po cestah in so imeli tiste plašnice strani, da ne vidijo nič strani, samo da vidijo naprej. Ne? In želijo nas pripeljati v to. Danes nam to lahko naredi tudi umetna inteligenca, da proizvaja neke informacije, kar umetno pa mi ne moremo prepoznati. Mi ne moremo prepoznati, ali je to res ali ni res. Danes lahko zmontirajo, da sem jaz hodil po New Yorku včeraj, ne? Pa bo to prepričljivo, bo to sporočilo, lahko veliko tega naredijo. Ne? In to je ta mreža, o kateri jaz govorim, in to je tudi ta mreža oziroma iz filma Matrica, ker kaže, kako smo ujeti, in potem nekateri ljudje se uspejo, torej kot Neo v tej matrici se uspe dojeti, zakaj gre, se uspe osvoboditi in potem se osvobodijo še nekateri drugi, ker jih on vodi skozi to. In seveda ti sistem ima mehanizme od vojske, policije in vsega, da nas poskuša z zakoni in vsem, da nas poskuša držati v matrici, da ne izstopimo, da ne gremo iz tega. Kdaj se to začne? Ja, že ko se rodimo, ko pridemo v ta svet, ker starši bi nas želeli, nam povejo, kaj je prav, kaj ni prav, kaj smemo, kaj ne smemo, moramo biti poslušni in tako naprej. Potem nam v šoli učiteljice govori ali pa učitelji govorijo, kaj je resnica, kaj ni resnica. Torej skušajo nas usmeriti, da je naša percepcija usmerjena samo v tisto, samo recimo najbolj v ta materialni svet, o tem duhovnem svetu nam ne govorijo, ne, da bi to razumeli. In seveda potem nadaljevanje šolanja in potem tudi torej tisti, ki pridejo do naraven znanstvenikov, torej ti znanstveniki, to je njihovo preživetje, njihova kariera, da gledajo samo v glavnem materialni svet, tisto, kar je dokazljivo, in to je tudi resnica. Sej, znanost ima danes absolutno pravico na resnico, ne? Torej vse, kar znanost razloži, naj bi bilo veljavno. Takšno resnico je imela recimo v srednjem veku cerkev, torej absolutno karkoli so oni povedali, to je edina resnica. Tisti, ki so bili že takrat bolj razgledani znanstveniki, so jih skurili ali pa ubili na nek način ali pa držali v ujetništvu, da ne bi kvarili sistem. In danes je ravno tako. Vendar mi gremo še globje lahko, torej od kdaj to izhaja, torej da bi mi bili poslušni, moramo imeti v sebi podzavesti program poslušnosti. Torej, program poslušnosti, kaj pomeni? Torej, Natalija Prinčič, hrvaška znanstvenica, je napisala knjigo Poslušnost je 8. greh. Ona znanstveno dokazuje na veliko primerih, da pravzaprav skozi zgodovino niso razni močniki, ki so ukazali ubijanje, zasužnjevanje in tako naprej, da oni niso tisti, ki so najbolj krivi, ampak ljudje, ki so poslušni in brezpogojno izvajajo vse, kar jim oni povejo. To je zato, ker imamo v sebi program poslušnosti. Pa se vrnemo še nazaj, sumerske čase, pa še nazaj, torej v čas, ko so nas, kar opisujem v svoji knjigi, torej Nisem z tega planeta, še nazaj, ko so nas ustvarili, torej obiskovalci iz vesolja, Anunnaki, ki so prišli in so prinesli vso tehnologijo in vse to, kar imamo, kar je ustvarjeno v tistih časih, kar ljudje niso mogli sami narediti, so iz primitivnega človeka
z genskim inženiringom ustvarili Homo sapiensa. To je vse zapisano s klinastim pismom na tablici sumerskih, akadskih in tako naprej. V Stari zavezi se o tem piše. Torej, takrat so nas ustvarili in so nas programirali. Ene so programirali za sužnje, ki so delali za njih in so nam dali, torej povečali naše umske sposobnosti, da smo sposobnosti delati na zahtevnih nalogah, vendar da smo še vedno poslušni. In te programe nosi večina ljudi danes. One druge so pa programirali za elite. To so bili pa kralji, to so bili razni, ne vem, egipčanski voditelji skozi celo zgodovino, torej Egipta, faraoni in tako naprej. In tu so tudi kraljevske družine, zaradi tega so nekoč, danes to ni več prisotno, ker kraljevske družine izgubljajo moč, torej so rekli, da so Bogom dani in da imajo dinastijsko pravico vladati na zemlji. Ne? In je to bilo absolutno, kar so ljudje tudi sprejemali, in ljudje so šli nekoč za kralja, so šli v vojno in so izgubljali življenje. Za kralja. Danes grejo za državo ali pa zato, ker morajo iti, ali pa zato, ker so plačani za to. Ne? Torej, ampak takrat so ljudje šli, ker je nelogično, da so šli tako masovno, so umirali v raznih bojih, ampak za kralja je šlo. Pa se je danes situacija kaj spremenila? Imamo umetno inteligenco, imamo velike korporacije. Ni se situacija spremenila v tem, da torej še vedno ti močniki, ki sem jih prej omenjal, katerim vlada kult, oni imajo še vedno te programe. Mi smo tisti, ki imamo pravico vladati, mi smo tisti, ki narekujemo vse to, in mi smo tisti, ki smo nekaj več od drugih ljudi. Ne? In če smo nekaj več od drugih ljudi, potem imamo pravico na to. Oni imajo te programe, oni ne rabijo menjati te programe. Njihovi programi so za njih gledano ful dobri. Samo kaj potem lahko človek, vsakdanji človek? Človek pa lahko naredi tako, kot pišem v knjigi, da se zaveda tega, da ima ta program, in vsak takšen program na podzavestni ravni, to je kot algoritem, ki deluje ves čas, torej primerjava z mobitelom, in ta algoritem mi lahko pod določenimi pogoji, torej če smo v razširjenem stanju zavesti, se odločimo, ali nas nekdo vodi, kot sem prej omenil, ali pa sami si to posnamemo, se znebimo tega programa in potem na nek način si inštaliramo program, torej da sem svoboden, da sem dovolj dober, da sem samozavesten, da imam tudi svoje pravice in tako naprej. Ne? To si potem inštaliram, vendar nek stari program, ki smo ga, rečemo, informacijsko-energijsko zbrisali, moramo sedaj, da bi inštalirali novi, moramo to ponavljati. Torej, moram to ponavljati. No, o tem pišeš ti v tem 6. delu tvoje knjige. Ja. Na kakšen način zdaj povedala sva veliko, na kakšen način smo ujeti v ta sistem, matrico. Tudi prihaja to že iz preteklosti, današnjem času sicer stvari spreminjajo, prihajajo nove transhumanisti, umetna inteligenca in tako naprej. Ampak na kakšen način, kakšni so postopki, recimo, da prepoznamo mi naše podzavestne vzorce, ki nas ovirajo, da bi lahko živeli svobodno? Na kakšen način se lahko prepozna kraja energije? Zakaj, recimo, se počutimo slabo? Morda poveva malce več o tem. Najprej, da to odgovorim, ker me precenjuješ. Torej, nisem sposoben toliko si zapomniti. Torej, pa se zaustavlja pri kraji energije. Torej, jaz to imenujem energijski vampirizem. Torej, zelo enostavno, to je fizika, to ni nobene mistike. Torej, energija v naravi vedno steče z večjega potenciala k manjšemu potencialu. To je samo po sebi. Ne? Torej, če sta dva, recimo v neki partnerski vezi, tisti, ki ima več energije, tistim teče energija k onemu drugemu. Ne? To je čisto enostavno, ne? Rečeno, ko da gre na pumpo in se natanka. Ne? Ja, seveda, ta kraja energije
poteka zakaj? Zaradi tega, ker imajo nekateri ljudje manj energije. Zakaj imajo manj energije? Zaradi tega, ker so zapackani, ker so na nizkih vibracijah, ker so jezni, užaljeni, prizadeti, traumatizirani in vse to se jim dogaja. Jasno, da imajo manj energije in ker imajo manj energije, jo morajo nekje pridobiti. Ja, kje je pa pridobi najlažje od partnerja ali pa groza od otrok. Torej, majhni otroci pridejo iz šole, polni energije, starši pridejo domov zamorjeni iz službe, brez energije, objeme otroka in mu popije vso energijo in otrok zbeži od njega potem, ne? Tega, ker mu vzame energijo. Ne? In še en razlog je, zakaj so ljudje brez energije, zaradi tega, ker niso povezani z izvorom, odkoder nenehno doteka energija v tolikšni meri, koliko je mi smo sposobni sprejeti. Ne? Izvor je za nekoga lahko izvor vsega, za nekoga je to lahko božansko, za nekoga je lahko čista zavest, za nekoga je lahko absolutno, kakorkoli to definiramo, torej vedno je to izvor. To je izvor, neskončni izvor energije, ki jo mi sprejemamo v sebe v tolikšni meri, temu jaz rečem potem axis mundi, to povezava zgoraj spodaj, sprejemamo v tolikšni meri, koliko smo sposobni sprejemati. Ne? Pa lahko rečemo, pri spodobi, mi smo kot televizijski aparat, ki sprejema signal iz centrale. Centrala je tisto absolutno, mi pa sprejemamo ta signal. In zdaj, če smo črno-bela televizija, oni imajo lahko ful dober program v Ljubljani, ampak mi ga ne moremo sprejemati, ne moremo to dekodirati. Ne? Torej ne moremo. Torej pa bentimo na televizijo, da imajo slab program, tisti najbolj primitivni pa mislijo, da televizija proizvaja program. Ja. To je najbolj, to je podobno kot nekateri še vedno vztrajajo pri tem, da možgani proizvajajo zavest. Ne? To je materialistična paradigma. Torej, to je podobno kot da rečeš, da televizijski ekran ali pa računalnik proizvaja tisto, kar preko Wi-Fi-ja dobijo. Ne, torej računalnik, pa tudi možgani so samo nekaj, kar dekodira vse tisto, kar prihaja od zunaj. Ne? Če pogledamo In nam jemlje energijo na nek način, ne? Ja, s tem dobimo tudi energijo. Ja, jasno, da dobimo energijo. Ampak na kakšen način, recimo, se lahko, poleg tega seveda, da se poskušamo osvoboditi raznih podzavestnih vzorcev, poiščemo triggerje, ki so nas v preteklosti spravili stanje, v katerem smo danes, na kakšen način si mi lahko še pridobimo dodatno energijo? Omenjal si že axis mundi. Ja, morda poveš malce več o tej metodi. Okay. Torej, na različne načine si pridobivamo dodatno energijo. Torej, mi pa rečemo, izhodišče je, da imam določeno energijo. Recimo, imam 100 enot energije po sami naravi. To energijo primerjamo sebe, kot da smo baterija v mobitelu. Toliko dneva spraznimo mobitelu, torej baterijo, jo po noči napolnimo, tako tudi mi pri toliko dneva porabimo vso energijo, gremo spat, se obnovimo, ne? In to lahko funkcionira dalj časa, če smo koliko toliko v ravnovesju, zadovoljni in tako. Vendar pa, če želimo narediti spremembo, sprememba je lahko fizično, da se začnemo ukvarjati s športom, sprememba je lahko, da se začnemo učiti, sprememba je lahko, da imamo novi odnos ali karkoli, potrebujemo dodatno energijo. In zdaj je ključno to, kje lahko dobim dodatno energijo. Prvo pogledam, kaj vse počnem, da ne potrebujem, da je ujeta moja energija. Torej, če karkoli imam nedokončanega, izpit, diplomsko, nekaj sem začel delati pred 2 leti, pa sem opustil. V vsemu temu je del moje energije, ki ni na voljo vsakodnevno. Torej, tu se že kaže, torej, kaj lahko naredim? Ja, znebim se teh stvari, ali dokončam nekaj, ali pa odvržem, pa rečem, s tem se ne bom več ukvarjal. Takoj dobim to energijo. Ne? Potem dodatno energijo dobim tudi, če se začnem bolj ustrezno prehranjevati. Ne? Torej, neustrezna prehrana troši več energije za prebavo in presnovo potem, ne, zdaj v hrani ne bomo zdaj govorili, torej nimamo časa. Potem tudi slab odnos, recimo, če imamo slab odnos,
v tem slabem odnosu trošim energijo vsak dan, da sem zvečer utrujen, v službi sem utrujen, doma utrujen zaradi slabega odnosa, torej izboljšam odnos, takoj pridobim neko dodatno energijo. Seveda imamo tudi neke tehnike, ker si pridobivamo energijo čisto fizično, ne? Torej, da izboljšujemo zdravje, da povečamo svoje vibracije, da smo zaradi tega bolj povezani z izvorom, kot so recimo tai chi, joga in nekatere te tehnike, ki so pravzaprav, te tehnike so večplastne, ne? Mi lahko jogo, naprimer, joga pomeni združitev z božanskim sebi ali pa z absolutnim, ne? Mi lahko pri jogu vadimo tako, da vadimo položaje, pozdrav soncu in še neke druge te tehnike, vadimo tako, da smo čisto z zavestjo v fizičnem telesu in je to fizična vadba, ki je zelo koristna. Lahko pa vadimo tudi tako, da smo istočasno povezani z absolutnom, da se zavedamo svoje prave narave, takrat imamo pa neko dobrobit, druge stvari dobimo. Takrat dobimo pa, izboljšujemo sebe kot človeka, evolucijsko rastemo, zavest se razvija in dobivamo vse več energije. Potem so to tisti, prej sem že malo omenil, torej religijski način pridobivanja energije. Torej ljudje, ki so zares verni, potem grejo skozi različne religijske prakse, sprejemajo tisto, kar jim pač tavi v skladu z doktrino te religije, sprejemajo to in se počasi dvigujejo, torej cilj je se dvigniti do božanskega v, ne vem, nekaterih sodnjaških religijskih sistemov v nirvano, ne? In ali pa v krščanstvu zavest Kristusa. No, omenjal si tudi meditacijo. Ja. Meditacijo kot eno izmed metod za dvig energije. Ja. Morda poveš še kakšno besedo o njej. Ja, v meditaciji sem kar precej prostora namenil v knjigi, zaradi tega, ker je to eno tako področje, ker je vlada velika zmeda, ne? Zaradi tega, ker ljudje poskušajo definirati meditacijo na različne načine, vendar je brez da izkusiš, kaj je meditacija, je ne moreš opisati. Najprej je moraš izkusiti, vse drugo pa lahko pa rečemo, kaj meditacija ni. Meditacija ni koncentracija na nekaj, meditacija ni, da vidimo neke podobe, da si vrtimo v glavi in tako naprej. V resnici je meditacija lahko postopek, s katerim pridemo v stanje meditacije, v preseganje tega materialnega dela zaznave s 5 čutili in preseganje razmišljanja. Meditacija je v resnici brez misli, nič ne čutim, ne zavedam se telesa, sem samo zavest, to je stanje. In teh meditacij je veliko, morda najbližja je nam in najbolj enostavno je meditacija na mantro kot transcendentalna meditacija ali pa integralna meditacija, ki jo uporablja, vendar večino teh meditacij se človek ne more sam naučiti, potrebuje seminar, potrebuje učitelja. Seveda bo nekdo rekel, to se plača, ja, seveda se plača, ja, ampak boljše vložek v to, da se na začetku naučiš pravilno meditirati, kot pa da leta in leta napačno meditiraš. Ne? No, omenjaš pa tudi tantro kot eno izmed metod, ki je v bistvu na nek način nad vsemi, ker je posebna v marsičem. Ja, če se vrnem samo nazaj na kratko na način pridobivanja, dvigovanja zavesti, pridobivanja energije joge. Lahko gre vsak posameznik in jaz se lahko razvijam v jogi, ne glede na to, kako hitro greš ti in oni okrog. V religiji je tudi vsak posameznik gre gor in vsi te sistemi želijo, ta dva sistema greta od spodaj navzgor, se razvijata, postopno dosežeta ali nirvano, ali zavest Kristusa, ali torej karkoli božansko, da dosežejo. In so pravzaprav sebične na nek način. Jaz delam za sebe sebično, pustimo zdaj dejanja in to, ne, da se ne bo kdo za to zataknil. Ampak tantra se pa razlikuje v tem, da tantra pa obrne proces. Torej, ko smo že dovolj povezani z absolutnom, tantra pa zahteva 2 ali več ljudi, ki se združujejo, ki
to božansko energijo preko telesa v proces, v tantričnem odnosu ustvarjajo blaženost in jo širijo v okolje. Ne? Torej, če bi imel v parlamentu nekaj tantrikov, potem bi parlament čisto drugače rejal, ker bi bili blaženi, ko bi prišli v službo že. Ne? Torej, zagovarjaš tezo, če si lahko sposodim en rek iz tvoje knjige, da vaja dela mojstra, če mojster dela vajo, tak mojster postane obrtnik. Če mojster dela vajo in vsak dan razmišlja, kako bi naredil še boljše, s čim manj vložka energije, postane umetnik življenja. Ja, točno to je. Torej, če nekaj ponavljaš non-stop enako na enak način, si res obrtnik, ki ustvarja. Tudi nekateri umetniki, ki prodajajo tam slike po 200 evrov po gostilnah in tako naprej, so obrtniki, ker ustvarjajo sicer slike so lepe, so v skladu z vsemi tem proporcijami, ne vem, obvladajo perspektivo in tako naprej, vendar to so obrtniki. Umetnik ustvarja, ker je povezan navzgor z absolutnim, umetnik prevaja preko sebe to nekaj več, kakorkoli temu rečemo, nekaj, kar je nad nami, nedoumljivo, neopisljivo, vendar v določenih pogojih, ko smo zamaknjeni z zavestjo, je dosegljivo. Ne? Tako da mi, če pa poskušamo zares, potem kot si omenila, da delamo vajo s tem, da ves čas razmišljamo, kako bomo izboljšali vajo z čim manj vložka energije, potem pa obstanejo umetniki. Ne? Ampak to je pa že, ja, torej, s tem jaz mislim, da bomo končala. Morda za zaključek, za konec, poveš še tvoji načrti za naprej, morda tukaj že na vidiku 15. knjiga. Ja, moji načrti pravzaprav nisem, kot vedno sem razmišljal o tem, da bi naredil daljšo pauzo po tej knjigi, ne? Ampak mi je naslednja knjiga vdirala notri že zdaj, da sem moral se zares potruditi, da mi ne vdre v sistem, da ne začnem razmišljati o njej. Kaj bo, to naj bo presenečenje, ampak morda bo tudi nadaljevanje te knjige. Torej, v knjigi ponujam način ozaveščanja, razumevanje, kako se osvobodimo iz matrice, v naslednji knjigi pa kako živeti izven te matrice. Ne? Skratka, življenje v matrici. Ja, morda še samo prebereš tole na zadnji strani za konec, pa to prebereš. Torej, tvoja filozofija te knjige, skratka, celo življenje sem se počutil ujetega v matrico. Kot da sem ujet v močno pajkovo mrežo, ki je tako močna in mi je dovolila gibanje, ki je bilo samo omejeno. Poskušali so me udomačiti, da bi postal suženj sistema. Pri meni jim je spodletelo. Omejevali so me starši, učitelji v osnovni šoli, poveljniki v srednji vojaški šoli, službovanje na podmornici in pozneje v Slovenski vojski. Življenje mi je ves čas postavljalo navidezne nerešljive probleme, ki sem jim bil le s težavo kos. Hvaležen sem za to, saj sem postal tako močan, da sem se osvobodil ujetosti. Končno se je v času pisanja te knjige zgodil aha efekt. Spoznal sem, da so bile edine ovire tiste v moji glavi. Sedaj vem, da kjerkoli sem vedno svoboden. Matrica me ne omejuje več. Evo, priporočava to knjigo, Marjan? To je sporočilo knjige, ne? Torej, da bi prišel do tega spoznanja, da je problem v tvoji glavi, da je vse drugo, je pač svet je takšen, kot je, ga mi ne bomo spremenili, lahko pa spremenimo sebe, svoj odnos do tega in izboljšamo svoje življenje v dani situaciji. Torej, vidimo se v knjigi. Ja. Hvala, ker ste nas poslušali in priporočamo knjigo.